Ali je vse bolj popularno urejanje nohtov pri kozmetičarkah hudo nevarno? Evropska unija je odločila, da bo od letošnjega septembra večina gel lakov za nohte, ki jih še vedno uporabljajo v večini slovenskih salonov, prepovedanih na vsem evropskem trgu. In sicer zaradi tako imenovane substance TPO, ki jo vsebujejo in so lahko rakotvorne ali močan hormonski motilec. Bodo morale manikerke vse zaloge zdaj zavreči? In še, kakšne bodo posledice za dolgoročne uporabnice? Staša Lozar. Praktično must have za ženske urejeni nohti. Po zimi vsaj enkrat mesečno menjava gela na rokah, trenutno pa gneča pri stilistkah zaradi odprte obutve in udarec iz Evropske unije. Zaradi zdravju nevarne sestavine tako imenovanega TPO v gelih morajo saloni do 1. septembra prenehati uporabljati vse lake, ki to snov vsebujejo. Mi sami bomo ukrepali na tak način, da če imamo kakšne izdelke, jih bomo zavrgli enostavno. Da se nekaj kuha je obveščala le obrtna zbornica in že od pomladi je tako nekaj salonov iskalo nove lake. Šok pa je novica za tiste stilistke, ki niso članice zbornice. Ostali, kateri imajo salone, teh obvestil niso dobili direktno, ker tudi sama strani dobaviteljev nisem dobila teh obvestil. Unija je TPO v okviru razvrščanja nevarnih snovi razglasila za strupenega za razmnoževanje. In zakaj sploh je v lakih? Snov TPO je fotoiniciator, kar pomeni, da pomaga pri strjevanju snovi, ki se nahajajo v teh preparatih za umetne nohte oziroma za gel, in pomaga, da se strdijo pod ultravijolično ali LED lučko. Snov je v gelih od samega začetka proizvodnje, a če je Unija pred desetletjem podala mnenje, da je varen za uporabo v koncentraciji do 5%, pa so zadnje študije to postavile na glavo. Da lahko sproža alergije, je bilo jasno že prej. Medtem ko v preteklosti ni bilo znakov, da bi deloval kakorkoli kancerogeno, se pravi, da bi povzročal raka, da bi bil mutagen, da povzroča kakšne genetske motnje ali da moti hormone. Študije toksičnosti iz Švedske pa v zadnjem času kažejo, da bi lahko bil tvegan na teh področjih. Ob tem, da gel lak uporabljajo že najstnice, nihče ne želi tvegati posledic, ki bi se lahko pokazale čez desetletja. Motilci bi lahko vplivali na reprodukcijo, se pravi na plodnost, lahko bi vplivali na razvoj ploda, seveda ne na ugoden način. Dotikanje obraza, ust, oči z nohti povzroča prehajanje v sluznico, posebej nevarno pa je vdihavanje, kar pomeni tveganje predvsem za nohtne stilistke, ki zdaj računajo tudi, da jim bodo distributerji dobavljali le izdelke brez TPO. Je pa res, da recimo preko črnega trga se lahko tudi sedaj naročuje stvari iz Azije, katere seveda niso kontrolirane. Se jih tudi uporablja za domačo uporabo, uporabljajo jih tudi saloni na črno. Nikogar ne moremo zaščititi pred samim seboj. Kdor obišče zdravstveno ustanovo, ki je registrirana, ki dela po predpisih, ali pa salon, ki je prav tako registriran in dela po predpisih, je varen. Vseeno pa vprašanje, koliko škode je bilo povzročene v preteklih letih, ostaja še brez odgovora. Edina dobra novica tako za izvajalke storitev kot za uporabnice pa vsaj, da so se tudi laki, ki ne vsebujejo TPO, izkazali za obstojne.